Da pogledamo, kakšne so novosti in kaj nam prinaša. Rada bi torej, da jo najprej umestimo, seveda direktiva ne visi kar sama po sebi zase kot nek oblak, ampak je pravzaprav del nekega širšega paketa, zakonodajnega paketa, s katerim Evropska unija želi implementirati strategijo za trajnostno financiranje. Torej, ta direktiva o korporativnem poročanju o trajnostnosti nadomešča direktivo o nefinančnem poročanju, ki je v slovenski pravni red bila prenesena znotraj Zakona o gospodarskih družbah. Del tega paketa je uredba Evropske unije o taksonomiji, direktiva o razkritju trajnostnega financiranja in seveda letos konec februarja je prišla v razpravo direktiva o skrbnem pregledu podjetij glede trajnostnosti, ki je tudi del enega takega širšega upravljanja trajnostnega razvoja podjetij in tudi prinaša nekaj novosti, ampak tem v kakšnem drugem tovrstnem druženju. Torej, kako bomo na kratko to vse pregledali? Najprej beseda dve o namenu direktive, zato da imamo poglobljeno razumevanje, kaj zakonodajalec pravzaprav želi, kdo je po novem zavezanec. Najlažje si bomo predstavljali, kaj se od nas pričakuje, če pogledamo, kakšne so razlike od dosedanjih zahtev o razkritih nefinančnih informacij, kateri obrisi so že sedaj znani glede standardov poročanja o trajnostnosti in kakšna je časovnica. Torej, najprej nekaj o namenu direktive poročanja. Torej, osnovni razmislek je v tem, da se je Evropska unija vprašala, kdo so pravzaprav uporabniki razkriti o trajnostnosti, torej o nefinančnem poročanju in kakšni so njihovi interesi. Torej, zmeraj izhajamo iz interesov, iz želja in zahtev, torej kdo uporablja te informacije in na prvem mestu postavlja to deležniško skupino vlagateljev, nevladnih organizacij, seveda pa tudi socialnih partnerjev in drugih deležnikov. Torej, če pogledamo to vlagateljsko skupino, vključno z upravitelji premoženja, ta skupina želi bolje razumeti tveganja in priložnosti, ki jih prinašajo zadeve v zvezi s trajnostnostjo na njihove naložbe, seveda te vplive teh naložb na ljudi in okolje, torej znotraj tega ESG konteksta. Nevladne organizacije, socialni partnerji in drugi deležniki pa želijo predvsem od podjetja zahtevati večjo odgovornost za vplive, ki jih imajo njihove dejavnosti, tako na socialno okolje, torej na ljudi, kakor na naravno okolje.